Čaroben svet kristalne doline. Prostora, kjer se ljudje povežejo z zdravilno močjo kristalov, se sprostijo, umirijo in odkrijejo nove ravni osebne rasti. Kristali so od nekdaj veljali za čuvaje skrivnosti zemlje, polni starodavne modrosti in nežnih vibracij, ki nas lahko podprejo na naši poti. No, v kristalno dolino, ki se nahaja v Sloveniji, le nekaj metrov od Šmarjeških Toplic, je bila povabljena tudi ekipa Klepeta ob kavi. Poglejmo, kaj vse lahko najdemo tam in zakaj je to prostor v Sloveniji, ki je lahko velika podpora našemu zdravju. Dobrodošla v, bom rekel, tem prvem raju, lahko rečemo temu raju, s kristali, ne samo v Sloveniji, tudi v Evropi. Ideja v bistvu se je porodila v moji glavi, mislim, da že v ranem otroštvu. Glede na to, da so kristali iz narave, tudi v naravo spadajo in vedno mi je bila neka želja, da bi postavil te kristale, na katere gledam, da so to neko darilo matere narave v naravo. In približno 3 leta nazaj sem se srečal z mojima sokreatorjema, imel predstavil mojo idejo in ne boš verjela, tudi njuna ideja je bila zelo podobna, da bi naredili nek tak park. Ona dva sta imela zemljo, jaz kristale in smo v bistvu uresničili tole poslanstvo, ki ga jaz tako imenujem, da smo postavili kristale v naravo in naredili en tak park. Mislim, tukaj je res energija, že ko stopiš skozi vrata, čutiš vodo, čutiš neko posebno energijo. Ampak odkje so tebe zares začeli? Rekel si že pri 7 letih, a ne? Zakaj kristali? Kaj pri 7 letih otrok danes dela čisto druge stvari? V bistvu ne vem. Pri 7 letih sem začel zbirati ostanke rimskih posod, tam, ker sem jaz doma, to je okolica Trebnjega, je bila neka rimska trdnjava. Potem sem se navdušil nad fosili in ker sem premetaval te kamne levo, desno, se je tam nekaj lepega zasvetlo in to so bili kristali in bi lahko rekel, da je bila to ljubezen na prvi pogled. Pri 13 letih sem se tudi izučil za prosilca dragih kamnov, take lepe uhane, ki imaš, kaj tazga znam tudi narediti. Pri 14 letih sem šel že prvič na sejem tudi prodajati drage kamne, ali pa bomo rekel kristale. Pri 17 letih sem šel že prvič na Madagaskar, kjer sem pripeljal eno večjo količino kristalov nazaj v Evropo, seveda s podporo staršev, predvsem očeta. Študiral sem geologijo v Ljubljani, tako da imam tudi nekaj tehničnega znanja, tako da vedno probam povezati vibracijo, energijo kristalov tudi s samim nastankom, geologijo, kemijo, fiziko, tako da vse te stvari probam nekako združiti skupaj. Kaj je tazga v kristalih, kaj me je poklicalo, ne vem, ampak psihologi pravijo, da je neka taka božja iskrica, nek božji delec, ki te potegne, da se dobesedno v bistvu zaljubiš v njih. Zdaj, tudi na Klepetu ob kavi večkrat govorimo o kristalih in o njihovi frekvenci in ravno to sva se tudi prej pogovarjala, ne? Da kristali delujejo na neki frekvenci, ki jo začutiš in ti spremeni na nek način tvojo frekvenco, ne? Kako recimo določeni kristali delujejo na ljudi? Tako kot si že omenila, v bistvu kristali delujejo predvsem zaradi svoje vibracije, frekvence, ki je stalna. V našem telesu se zaradi raznih vplivov iz okolja ali pa tudi naših samih misli in tako naprej se te frekvence porušijo, ker ima kristal stalno frekvenco, v bistvu začne te počasi, bom rekel, usklajevati, spraviti v neko ravnotežje, tako da te v bistvu začne zdraviti na samem izvoru, če temu tako rečeva. Danes stojiva tudi prav pri enem posebnem kamnu, a ne? Daj mi malo več o njem povej, ker je res fascinantno velik in lep in poseben. Ja, ta je res en posebnež, tak velik posebnež. To je rdeči jaspis, je iz Južne Afrike. Tale točno tukaj med nama ima 540 kg. Dostikrat se gleda sama energija kristalov ali pa vibracije kristalov po čakrah. Se pravi, ker je jaspis, bo rekla take oranžno-rdeče barve, načeloma deluje tudi na našo prvo ali pa drugo čakro. In poskrbi, rečemo, za te naše osnovne neke fizične potrebe. Je en tak zdravilec, ki sicer deluje počasi, pa zelo temeljito, se pravi pomaga pri vseh teh težavah, ki so tudi povezane s tem spodnjim delom našega telesa, zelo lepo tudi pomaga pri naši krvi, jetrih in tako naprej. Na en tak način v bistvu deluje. Seveda, že s tem, ko se ga mi dotaknemo, pride ta interakcija, tudi če ga zdaj pogledamo, steče ta interakcija. Lahko pa enostavno nosimo kristale v žepu, kot nakit,
ženske včasih tudi nosite za modrčki te kristalčke, tako da načinov je veliko, kako pač kristal uporabljati. Bistvo pa je pač, da ga imaš pri sebi in da tudi z njim, bom rekel, lepo ravnaš. Res se mi zdi v bistvu izjemno, da ste nekaj takega naredili v Sloveniji, ker to je res zelo edinstveno. Ne? Še v Evropi mislim, da ni enega takega prostora s takšno energijo in tolikimi kristali. Ne? In zato lahko tudi ljudje v bistvu pridejo to pogledati, začutiti, kakšen je vaš delovnik, kako sploh v bistvu pridejo ljudje sem, kako vas najdejo. Res je, Kristalna dolina je pač en tak edinstven projekt, ne samo v Sloveniji, ampak tudi v Evropi. V bistvu že v samem štartu, preden smo se pa sploh mi odločili za ta prostor, pa za ta projekt, smo tudi ta prostor temeljito energetsko premerili z različnimi načini. Eden izmed njih je bil tudi radiestezija, se pravi delo z nihalom, ki pač ni nekaj novega v našem svetu. Že Janez Vajkard Valvazor, recimo, eden od Slovencev, je to lepo opisal v Slavi Vojvodine Kranjske. In smo pač določili posebne, rečemo temu, pozitivne točke v tej sami dolini in potem tudi na te pozitivne točke, da smo še dodatno jačali, tudi postavili kristale z nekim določenim namenom. Kristalna dolina se pač nahaja v bližini Šmarjeških Toplic. Imamo srečo, pač, da so tudi toplice zelo posebne. Imamo tukaj tudi pač 3 izvire vode, 2 sta stalna, eden je občasen, eden izmed njih je tudi tale glavni izvir tega potoka, ki teče tukaj za nama. To je izvir Toplice. Odpiralni čas Kristalne doline je v bistvu četrtek, petek, sobota, nedelja. Takrat delamo, četrtke, petke začnemo ob 11, za vikende pa v bistvu že zjutraj in pač do večera. Malce pač seveda prilagajamo letnim časom, se pravi zdaj, ko bo poletje, pač bo delovni čas daljši. Na jesen bomo pa spet malo skrajšali, ker seveda po temi nimate kaj veliko za videti. Čeprav smo pa lani tudi organizirali en tak pohod z baklami, tako da je bil tudi malo čar noči, teme in gledanja lepega neba in zvezd. Je pa zanimivo, ne? Predvsem to, se pravi, pridejo ljudje iz vseh koncev Slovenije, zdaj tudi vas že v bistvu malo izven Slovenije poznajo. Na kakšen način sploh izgleda to? Se pravi, oni pridejo sem in kako to izgleda? Mogoče malo za predstavo tudi za druge, ki še niso bili tukaj, pa bi mogoče radi poskusili, kako ta energija kristalov deluje. V bistvu ponujemo tudi opcijo vodenega ogleda, se pravi, to pač objavimo na spletni strani, se pravi, takrat vas načeloma jaz vodim skozi dolino, pač pri vsakem kristalu povem, kako deluje, ampak ogromno ljudi se pač odloči, da grejo sami čez to našo dolino, kar tudi pač mislim, da je ena taka dodana vrednost, ker če si sam s sabo v miru, v tišini, pa lahko še veliko bolj začutiš samo vibracijo prostora in tudi kristalov. Enostavno se sprehajajo, nekateri so noter tudi po cel dan. Imamo tudi, ker smo pač omenili že prej tole našo vodo, imamo izvir ljubezni, v katerem si lahko namakajo noge, saj v tisti vodi noter je en kup rožovcev in v bistvu pač sama vibracija kristalov se prenese tudi na vibracijo vode, tako da imamo pač temu lahko tudi rečemo neko informirano vodo in potem spet ta pride v naše telo. Imamo tudi čutno pot, kjer lahko bosi hodite po kristalih, vseh kristalov se lahko dotaknete, imamo kristalno jamo letos na novo, tako da, kjer se tudi lahko usedete, pa začutite samo energijo našega domačega kamna in tudi kristalov, ki so noter v tej jami, so pač postavljeni po naših energetskih centrih, tako da je kar veliko tega za početi. Imamo tudi trgovinco, kjer si pač lahko tudi kakšno stvar potem kupite na koncu, meditirate lahko, tako da razne dogodke prirejamo, tako da se dogaja. A je že mogoče vstopil v to kristalno dolino kdo, ki je imel recimo neke težave, pa je rekel, jaz imam težave s črevesjem, kater kristal je recimo zame, katero vibracijo kristala moram zdaj jaz čutiti? Ja? Tudi taki so bili, ja. Se pravi, ljudje, nekateri se tudi stalno vračajo na določene točke, pač ravno, ker so pri nekem črevesju, recimo eden izmed kristalov v tej dolini, ki bi pač tudi pomagal, pri tem je tudi tale jaspis. Tako da pridejo, se ga dotikajo in pač so tudi potem neki rezultati, da se ljudje boljše počutijo, da se pač te težave počasi odpravijo. Tako da seveda moramo tudi mi sami še kaj zraven narediti. Ampak že to v bistvu, ko prijete, ste že pokazali nek interes, ste pokazali nekaj, da bi radi nekaj spremenili. Tako da, ja, ljudje tudi zelo veliko hodijo tudi zaradi samega zdravja, boljšega počutja, miru. Mislim, da se danes zelo veliko vračamo nazaj k naravi, ki je pač en tak zdravilec, univerzalen in v bistvu v naravi lahko najdemo vse. Odlično in se popolnoma strinjam. Mogoče samo še za konec,
dejansko imate tudi nekaj za otroke, se pravi, ko pride družina, pa bi se starša rada mogoče malo sprostila, ob kakšnem kamnu začutila spet ljubezen, iskrico in tako naprej. Imate pa tudi za otroke nekaj posebnega, ne? Imamo tudi za otroke posebno, imamo peskovnik, v katerega zakopljamo tudi kristalčke in potem lahko otroci tam iščejo, kopljajo, spirajo, tako da vedno so kakšni novi kristalčki noter, tako da to je pač vse vključeno v to ceno, v ta vstop. Zelo zanimiv in zelo ljudje pohvalijo, imamo tudi krog 5 elementov, kjer pač je narejen po teh 5 elementih, se noti sprehajaš, začutiš na vsaki točki neko posebno energijo ali pa vibracijo od vode, ognja, zraka in tako naprej. Tako da zelo veliko je za videti. Letos smo na novo dodali tudi en, bom rekel, najtežji ametist. V Sloveniji in okolici ima 1635 kg, če smo natančni, tako da je bil kar en tak velik izziv to spraviti tukaj noter v dolino. Najtežji kristal trenutno v dolini je okamenel les, ki ima skoraj 3 tone. Najvišji kristal je pa tale modri sodalit, ki je tudi tamle za nama, je pa približno 2 metra visok. Kristalna dolina nam je odprla vrata v svet, kjer se srečata starodavna modrost in sodobna potreba po ravnovesju. Za vsakega se najde nekaj in prepričana sem, da smo vam danes dali precej dober razlog za obisk in kvalitetno preživljanje prostega časa. Ko boste torej imeli čas, se lahko družinsko odpravite na ogled Kristalne doline in prepričana sem, da bo čisto vsak našel nekaj zase.